našem odseku se že od samega začetka ukvarjamo z metodami in sistemi za avtomatsko vodenje in nadzor industrijskih procesov. Za gospodarstvo razvijamo in proizvajamo diagnostične sisteme za avtomatizirano končno kontrolo kakovosti elektromotorjev in sorodnih rotacijskih sistemov. Naši sistemi na neinvaziven način preverijo kakovost vsakega proizvedenega motorja preko meritev električnih parametrov, zvoka in vibracij. Digitalni algoritmi zaznajo napake in določijo vzrok zanje. Celovita digitalizacija proizvodnje pa nadalje omogoča podrobnejši pogled v vzroke za spremembe v kakovosti izdelkov. Ukvarjam se s tovarnami prihodnosti in robotiko. Prav robotika je postala nepogrešljiv del proizvodnje. Nadomešča težka, nezdrava in nehumana dela in je pri tem učinkovita, prilagodljiva in neumorna, se pravi splošno koristna. Uporabna je v najrazličnejših branžah, od avtomobilske, elektro, strojne, kemijske, farmacevtske industrije, pa vse do kmetijstva, zdravstva ali pa celo za domačo uporabo. Ne samo, da je robotika prodrla na najrazličnejša področja uporabe, pridobila je tudi občutek, da lahko sodeluje s človekom in inteligenco, da določene operacije lahko opravi samostojno. Ni pa vse v samem robotu. Pomemben je produkt ali storitev, kot tudi njegova okolica. V ta namen smo na inštitutu razvili koncept celice za tovarno prihodnosti, ki je trenutno za določene operacije najbolj prilagodljiv. Na odseku precej sodelujemo z industrijo, saj želimo naše znanje iz umetne inteligence in optimizacije preizkusiti tudi na ponavadi težjih realnih problemih. V industriji imamo velik potencial za izboljšavo tako naprav kot procesov in to samo z algoritemskimi rešitvami. Eden od takih zgledov je naše delo v sodelovanju z slovenskim visokotehnološkim podjetjem Elafe, kjer prav z algoritmi umetne inteligence izboljšujemo zanesljivost njihovih elektromotorjev, ki se drugače uporabljajo v avtomobilih, kjer je zanesljivost izjemnega pomena. Raziskovalno se ukvarjam s učinkovitim računanjem algoritmov umetne inteligence. Ti algoritmi so namreč v današnji obliki zelo energijsko potratni in to v mnogih primerih onemogoča njihovo uporabo v baterijskih napravah. Tehnike učinkovitega računanja omogočajo uporabo teh algoritmov tudi na mobilnih platformah. Na primer uporabljajo se v mobilnih telefonih, kjer izboljšajo zajem slike. Uporabljajo pa se tudi v pametnih brezpilotnih letalnikih za odročno spremljanje živali, pametnih senzorjev in še na mnogih drugih področjih. Razvijamo modele in pristope za ugotavljanje časovno-prostorske variabilnosti, izpostavljenosti posameznika različnim okoljskim stresorjem, hkrati z upoštevanjem in znanjem o njegovih bivanjskih navadah. Hkrati razvijamo orodja za zbiranje in obdelavo podatkov, pridobljenih na podlagi participativnega pristopa, ter s tem ugotavljamo, kakšna izpostavljenost je na ravni posameznika. Uporaba naprednih, miniaturiziranih in nizkocenovnih senzorskih sistemov nam omogoča zbiranje podatkov na individualni ravni in s tem ugotavljanje vpliva urbanih oziroma okoljskih stresorjev. To nam pa omogoča, da različne modele, ki so narejeni na podlagi podatkov, pridobljenih na ravni mesta, regije ali države, znatno izboljšamo. In the last decades, we are aware that data plays an important role in the society, in everyday life. So the question is how we can learn from the data. Our group is investigating explainable artificial intelligence pipelines that try to explore the links that exist between the food systems, the health, and the environment. The idea is that what we are doing, we are trying to find a representative learning data from this big data, because we want to find a model, a predictive model, that can provide transfer of knowledge that we are learning from the data and also promote trust in using this, because we are talking about humans, we are talking about the health.
We are able to proceed a large amount of digital data reassessment data. We are able also to work with electronic health records, insurance data, where a lot of health information is stored. And as some use cases and application, I can actually share that we investigated the COVID-19 pandemic impact to the food consumption patterns. And actually we proved all hypotheses that were provided by the Food and Agriculture Organization. Also, one interesting thing is actually the diagnosis of Alzheimer's disease. We work like investigating what is the importance of the biomarkers when it comes to the Alzheimer's risk diagnosis prediction. Prenos toplote in snovi v sodobnih tehnoloških procesih najpogosteje poteka s pomočjo tekočin. Natančno razumevanje in napovedovanje teh procesov je mogoče z računsko zelo zahtevnimi simulacijami s skupnim imenom računalniška dinamika tekočin. V našem odseku obvladujemo zelo širok spekter simulacijskih metod. Od najbolj natančne direktne numerične simulacije do manj natančnih metod z različnimi empiričnimi nastavki za popis dela turbulentnih dogajanj v tekočini. Uporabljamo komercialna in odprtokodna simulacijska orodja, ki so izjemno prilagodljiva glede okoliščin opazovanega problema. Pri zelo zahtevnih simulacijah si lahko pomagamo s vzporednim računanjem na 5000 procesorjih v lastni računski gruči. Po potrebi pa dostopamo tudi do zmogljivejših strojev v Sloveniji in Evropski skupnosti. Naše modele in simulacije lahko preverjamo tudi v lastnem laboratoriju za termohidravliko večfaznih tokov Telma. V Centru za prenos tehnologij in inovacij si prizadevamo za prenos čim širšega nabora znanja in izumov v gospodarstvo. Podjetjem in raziskovalcem pomagamo z navezavo stika pri določanju vsebine sodelovanja in vseh nadaljnjih korakih, vključno s projektnim financiranjem. V zadnjih letih smo tako pomagali vzpostaviti sodelovanje s slovensko industrijo. Raziskovalci so za industrijo peljali napredne računske, optimizacijske in simulacijske postopke za učinkovitejše izdelovanje orodij in razvoj izdelkov. Razvili so sisteme za kontrolo kakovosti izdelkov, peljali metode umetne inteligence za avtomatiziranje podpore uporabnikom in druge rešitve na področju digitalizacije.